harmonike. Panonika harmonika letos tretjič odpira svoja vrata in mi se vam prav lepo zahvaljujemo, da ste se odzvali našemu vabilu. V naši sredini prav lepo pozdravljam tudi gospoda Peteleta, kajti prišel je kot ljubitelj glasbe, kot nekdo, ki je javno igral harmoniko takrat, ko so se mogoče temu še malo smejali. Danes pa vemo, je harmonika inštrument, ki povezuje, ki odpira srca in prav prijetno je, ko slišimo zvoke harmonike, tako kot so nam zaigrale Katja, Sandra in Carmen, učenke gospoda Munde. In vemo, da letos na Panoniki harmoniki bojo padali rekordi. Eden od teh bo tudi, ko bojo dekleta zaigrala na harmoniko, pa o tem več malo kasneje. Za začetek bi predstavila našo ekipo. Z nami je gospa Ksenija Zorko, direktorica festivala Euforija. Potem Jože Umek, on je nekako odgovoren za rekorde, harmonikaš, znan kot vodja ansambla Vandrovci nekoč, danes samo Vandra od Panonike do Panonike. Gospod Tomaž Zorko, on je idejni vodja oče Panonike harmonike. Z nami je Maja Molan, koordinatorka projekta. Kaj ti naj povem, da letos smo festival Panonika harmonika malo razširili še z enim zanimivim projektom. In gospod Zoran Zorko, zakaj je pa on tukaj, vam povemo čisto na koncu. Gospa Ksenija, mogoče par besed za pozdrav. Hvala lepa. Še v mojem imenu bi rada pozdravila vse prisotne. Ponosna sem, da tretjič letos odpiramo vrata festivala, seveda se širimo, dopolnjujemo. Namreč ena od poglavitnih stvari je, dobili smo, se temu reče, zeleno luč in podporo samega Bruslja za naše delavnice, katere bodo prvič v Sloveniji. Še posebno bi rada pozdravila vse nove pridobljene člane, da tako temu rečem. Torej, s ponosom pozdravljam ekipo gospoda Trpina, ki pomeni Društvo ljubiteljev praženega krompirja. Kajti eden od rekordov, nedeljskih rekordov, je ravno naše največje slovensko kosilo. Še vse pridobljene na novo ljubitelje in pa ljudi, ki z veseljem k nam pristopajo. Torej, eno so dodatno še dopolnilo našega festivala so delavnice, ne pozabimo pa, da brez Panonike harmonike oziroma našega slogana brez meha ni smeha ne gre nikamor. Pa bom kar predala naprej. Hvala lepa. No, brez Panonike harmonike ne gre, saj pri nas ne. In da je do tega prišlo, je kriv, če lahko tako rečemo, gospod Tomaž Zorko. V njegovi glavi pod klobukom se je rodila ideja, ki danes že presega meja Slovenije. Imamo mednarodni festival, ki verjamemo, da bo letos zelo dobro obiskan. Pozdravljeni vsi skupaj. Izredno sem vesel, da nam je uspelo, da smo prvič v Ljubljani na takšni lepi tiskovni konferenci, da imamo za sabo tudi izreden rezultat in se moram pohvaliti in zahvaliti vsem sodelavcem in hkrati vsem ljudem, ki so do zdaj pomagali pri projektu. Namreč nam je uspelo lani podreti svetovni rekord z zbranimi največ harmonikarji na enem mestu in sicer 1137 se jih je zbralo v Cerkljah ob Krki na opuščenem letališču, kar je bilo v bistvu za en prostor, ki je pravzaprav malo prepoznaven v Sloveniji, izjemen dogodek, če omenim, da recimo da so tak rekord poskušali podreti v Planinci, ki je simbol Slovenije, pa je vendarle nam uspelo in smo zato še toliko bolj ponosni. Hkrati pa moram povedati, da je v samem začetku zrela vizija, da bi Panonika harmonika postala velik mednarodni festival, ki pa ne bi bil samo revijalnega značaja, ampak bi ga preusmerili v festival, na katerim bi vršili izbor za najboljšega posameznika in najboljšo skupino Panonske nižine oziroma še širše gledano Podonavja in Evrope. Na tak način bi lahko ustvarili neko novo etnovizijo, seveda povezano izključno z rdečo nitjo harmonike in bi se lahko na tem festivalu predstavili, se pravi, najboljši posamezniki držav, seveda pod strogim nadzorom vrhunske strokovne komisije in mislim, da bi bila to v bistvu Slovenija
glede na to, da je tako krasno umeščena na evropski zemljevid, smo praktično v centru in glede na to, da smo, ne glede na to, kako smo mehni po številu prebivalcev, smo dejansko največji, kar se tiče harmonike v Evropi, po mojem tudi na svetu, in zato tudi ni čudno, da bi želeli ustvariti v bistvu harmonikarski center oziroma harmonikarsko središče, podkrepljeno s tem, da se pač vsi dogodki pozicionirajo v Sloveniji in se potem lahko kroži po posameznih državah z predizbori. Druga stvar je ta, da nam je letos uspelo dobiti iz Bruslja zeleno luč za prijavo na mednarodno harmonikarsko delavnico na projektu Kultura 2007-2013, kjer je od 340 projektov na področju kulture bilo izbranih 16 in smo Slovenci celo prvi po izboru s 3 izbranimi projekti, no mi smo med temi 3 iz Slovenije, in sicer je občina Brežice kot nosilec, Zavod Euforija, Dunovska mreža Hrvaška in Kut Kosta Vrašević Srbija pa izvajalec projekta. Ta delavnica je sestavljena tako, da v njej profesorji z vrhunskimi rezultati poučujejo najbolj perspektivne slušatelje na harmoniki in sorodnih inštrumentih, kontrabas, pihala, žični inštrumenti in tolkala, in hkrati vzpostavljamo največjo internetno mrežo harmonikarjev, iz katere pridobivamo najboljše harmonikarje in sestavljamo največji harmonikarski orkester, ki ima nalogo koncertirati drugo leto v maju. Štel naj bi 150 članov v Ljubljani, Zagrebu in Novem Sadu. To so prvi 3 koncerti, ki jih že sedaj napovedujemo. Naloga tega orkestra pa je, da dvignemo harmoniko na vrhunski nivo, izhajamo iz korenin, se pravi iz etno materijala, iz ljudskega materijala, ga preoblikujemo v sodobne aranžmaje in potem predstavimo po Evropi ta velik orkester, ki bo sestavljen iz najboljših posameznikov teh držav Panonije. To je osnovna vizija v bistvu cele Panonike harmonike, hkrati pa vedno združujemo pri tem festivalu vrhunske vinarje, odlično kulinariko in zato smo se nazadnje odločili, da stopimo z društvom za priznanje praženega krompirja v skupno zgodbo, kajti v nedeljo želimo skuhati največje slovensko kosilo in ga podeliti vsem obiskovalcem festivala. Strategija je popolnoma enostavna. Imeli bomo kotel velikosti 4000 litrov. Če si predstavljate, to je 4 kubike po domače. V njem bomo kuhali največjo govejo juho in potem sočasno z društvom praženega krompirja prezentirali slovensko klasično kosilo, seveda ob čemu, ob zvokih harmonike, ki je bila vedno prisotna ob nedeljah ob 12. po kosilo. Se pravi, ko smo poslušali pri starih mamah radijske postaje in so ven zveneli zvoki vseh priznanih slovenskih izvajalcev, od gospoda Slavka Avsenika, Lojzeta Slaka in vseh ostalih. To je v bistvu od mene v kratkem vse. Še enkrat povem, izredno sem vesel, da nam je uspelo priti do tukaj. Prepričan sem, da lahko letos pripeljemo in pritegnemo veliko število ljudi v Brežice in prepričan sem, da lahko umestimo Slovenijo. Mi smo že kot festival umeščeni na zemljevid Evrope, ampak da lahko s ponosom povemo, da smo Slovenci v tem primeru pa res veliki in pričakujem velik obisk in hkrati tudi povem, da bodo vsi, ki bodo prišli na festival, ne samo prišli na festival poslušati odlične glasbenike, odlične glasbene skupine, ampak seveda tudi uživati v dobri kulinariki, popestreni z obilico zabave in smeha. Hvala lepa. Gospod Tomaž, mogoče pa le na kratko, čeprav naj povem, da nam je gospa Milena, ki se nekje tukaj skriva, pripravila mape, notri dala ves material.
Gospa Milena, mogoče, da vas predstavimo, ona je zadolžena za stike z javnostjo, tako da njeni kontakti so v mapi je tudi program, pa mogoče le 3 dni bo harmonika, kaj se bo dogajalo? V petek delavnice pričnejo z 19. avgustom, potekajo v Mladinskem centru Brežic. Na teh delavnicah bodo prisotni Zoran Remisalovič, docent Akademije za etno v Beogradu, kot predavatelj Igor Paroški za klasično harmoniko iz Novega Sada, Ivan Gazibara, kontrabas Hrvaška, Boštjan Gombač, pihala, Mino Moreškič, tolkala, Igor Leonardi, žični inštrumenti in pa velikani harmonike, Zoran Lupinc, diatonična harmonika, Toni Sotošek, diatonična harmonika in potem seveda tudi zunanji sodelavci, gospod Daniel Ivša, ki je diplomiral na Danskem in nenazadnje tudi gospod Zoran Zorko, ki bo pa na našem festivalu izvajal ene prav posebne akcije, jih bom tudi predstavil in sicer se je odločil z nami podirati svetovni rekord, bodo še točno povedali kakšnega. Jaz pa tudi pričakujem, da bo v petek na gala koncertu z nami zaigral kakšno krasno skladbo. No, v petek bo gala koncert v Brežiškem gradu, v Atriju, kjer se bodo predstavili slušatelji, vključno s profesorji, pripravili en izreden program, hkrati ga bomo popestrili z vrhunskimi folklornimi skupinami. Nadaljevali bomo s sprostitvenim programom, ki nas bo prišel zabavati, oziroma goste bo prišel zabavati z Hrvaške gospod Davor Rodolfi. Potem pa že zdaj omenjam oziroma naznanjam velikana tega širšega prostora na kitari, to je Vlatko Stefanovski, ki bo popestril zaključek tega petka z skupino Terrafolk. Mislim, da bo to en čudovit event in sem prepričan, da bodo vsi sladokusci glasbe, tako harmonikarji kot ostali v tem večeru res lahko uživali. Vsekakor bomo na ta večer povabili vse pomembne ljudi, predstavnike občin, ambasade, prihajali bodo seveda tudi iz tujine, iz Srbije, Hrvaške, Madžarske in tako dalje. Tako da sem prepričan, da je tudi ambient samega gradu v Brežicah čudovit. Tako da potem pa v petek pač zaključimo s tem programom. V soboto in nedeljo se festival odvija na prostem pred gradom, v mestnem jedru Brežic, hkrati vkomponiranim z enim čudovitim parkom. Tam bomo pa predstavili od etnostojnic, folklor. V soboto bomo že pripravili eno veliko, ogromno obaro, ki jo bomo v bistvu simbolično podelili ljudem in nekaj tudi dali v dobrodelne namene. Potem pa bomo začeli s programom, ki bo pač obsegal od delavnic za otroke s skupino Čuki, ki jih bo potem zabavala od 5 do 8. Nadaljeval bo Fake orkestra, Frajle iz Srbije, Bare i Majke, to je sicer ena rock'n'roll skupina, ki se pa posebej pripravljajo za ta nastop in bodo nastopili v Unplugged izštekani verziji s harmoniko. In na koncu Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe. V nedeljo pa vas vabim na praznik, slovenski praznik harmonike, kjer bomo podirali rekord z največ harmonikarkami na enem mestu, izbrali Miss Panonike harmonike, skuhali največje slovensko kosilo in govejo juho. Potem pa nas bodo zabavili ansambl Dolenjski zvoki, Gadi, fantje z vseh vetrov s Tonetom Rusom in na koncu seveda se bomo sproščali ob zabavni skupini Kingston, tako da bodo ljudje z enim takšnim lepim vtisom lahko tudi zapustili festival. Obenem pa se bodo še vrstili nastopi teh naših slušateljev, pa še za kakšno presenečenje bomo poskrbeli, tako da mislim, da je v programu precej zanimivega za vse. Hkrati bomo pa imeli tudi vrhunsko degustacijo vin v gradu, ki jo pripravlja pač Meta Kocjan, ona je vinotekarka iz Novega mesta, in še nekaj dodatnih animacijskih zgodb, popestrenih tudi z izdelavo kipa iz lesa, ki nam ga bo prišel razgled z motorno žago en gospod iz Hrvaške in bo naredil pač harmonikašico iz lesa.
ki bo ostala v trajen spomin občini Brežice. In potem pa mislim, da bomo šli pa proti koncu. Jaz mislim, da sem kar dosti obširno opisal vse, kaj naj bi se dogajalo, vse ostalo pa prepuščam še ostalim, ki imajo še par stvari za povedati. Tako je še sreča, da je Milena vse to zapisala, kajti resnično bogat program. In letos, kar moramo poudariti, mednarodna glasbena delavnica, projekt Panonika Harmonika, 340 projektov je prišlo v Evropo, 16 so jih izbrali, od tega eden tudi naš, samo 3 so iz Slovenije. Tako da mislim, da že ta številka nam pove, da je ta projekt resnično dober. Mogoče kaj več o tem pa gospa Maja Molan, ona je tudi koordinatorka projekta. Lepo pozdravljeni, s tem, da je bilo v bistvu o sami ideji projekta že strani Zorka vse povedano. Bom samo izpostavila profesorje. Na klavirski harmoniki Igor Paroški, ki je diplomiral na Akademiji v Novem Sadu, na delavnicah bo vodil harmonikarski orkester. Sledi Zdravko Ranisavljević, ki ima program Etno, zaključuje doktorski študij na oddelku etnomuzikologije na Fakulteti za glasbo v Beogradu, sicer je pa umetniški direktor folk etno orkestra in aktiven član pri mednarodnih organizacijah za študije tradicionalnih plesov in glasbe. Na diatonični harmoniki Zoran Lupinc, klasika do etno, profesor glasbe, avtor melodij, pisec in glasbenik, največkrat igra sam, včasih v triu, piše učbenike za igranje harmonike in vodi seminarje za diatonično harmoniko. Kot solist je igral že v Berlinu in Slovenski filharmoniji. Gospod Toni Sotošek, narodno-zabavni program. V 15 letih je izšolo 650 harmonikarjev, ki nastopajo kot solisti in osvajajo odmevne nagrade. Od leta 2004 poučuje v Novem mestu, izdal je 3 zgoščenke Cvenčki narodi. Ostali inštrumenti: Nino Moreškič na tolkalih, samostojni kulturni delavec glasbenik, igra etno glasbo od Balkana, Afrike do Indije, posnel je veliko plošč in zgoščenk z umetniki z vsega sveta. Boštjan Gombač na pihalih, znan slovenski multiinštrumentalist, skladatelj glasbe za gledališče, film in televizijo. Igra vse od etno do resne glasbe. Avtor glasbe za 30 dokumentarnih filmov, sicer pa bolj poznan kot član oziroma vodja skupine Terra Folk. Igor Leonardi, žični inštrumenti, kitarist samouk, ki je pozneje študiral na Graški akademiji. Izpopolnjeval se je v etno glasbi in v različnih strunskih inštrumentih, sicer vodja skupine Feko orkestra, sodeluje z Boštjanom Gombačem, Galom Dorinom in ostalimi priznanimi virtuozi. Napisal je 200 gledaliških predstav in filmov, glasbo za 200 gledaliških predstav in filmov. Ivan Gazibara na kontrabasu, osnovno šolo za tamburo je končal, 2 srednji šoli, in sicer za izdelavo in restauracijo glasbil ter kontrabas, diplomiral je iz basa, zaposlen v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu, deluje v ansamblih Zagrebški tamburašo, trio Blue World, s pevko Jeleno Radan, igra v Zagrebškem komornem orkestru in Hrvaškem barončnem ansamblu. Več informacij o sami delavnici, programu in pač širši življenjepisi profesorjev so dostopni na naši spletni strani www.panonika-harmonika.com.